Dober dan vsem skupaj. Začenjam novinarsko konferenco Gorske reševalne zveze Slovenije. Na njej tokrat sodelujemo Janez Rozman, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Toni Smolej, predsednik Komisije za letalsko reševanje, Miha Noč, načelnik Gorske reševalne službe Kranjska Gora, jaz sem pa Jani Bele, sem pa predsednik Komisije za informiranje in analize pri Gorski reševalni zvezi. Najprej za uvod bi prosil nekaj besed, da da naš predsednik o situaciji zdaj, o predvsem organizacijskih problemih. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu vodstva Gorske reševalne zveze Slovenije. Vemo, da je Gorska reševalna zveza Slovenije sestavljena iz 17 društev, ki upravljajo reševalno delo na svojih območjih, to se pravi, praktično pokrivamo območje celotne Slovenije. Naše delo je prostovoljno, nepridobitno, humanitarno. V spomladanskem času so potekale priprave na sezono. Te sezone so iz leta v leto bolj pestre, kar se tiče reševalnega dela. Vemo, da nam število nesreč narašča iz leta v leto, trend je v porastu. In mislim, da smo v spomladanskem delu upravili dosti usposabljanja in posvetov glede na to in smo tudi dobro pripravljeni, da upravljamo naše poslanstvo preko poletja. Kar se tiče organizacijskih problemov, mislim, da jih sproti rešujemo. Imamo nekaj težav s prostorsko problematiko, kar je predvsej bilo že izpostavljen v medijih, ampak te zadeve mislim, da uspešno rešujemo in z društvi, ki imajo te težave, in z našim glavnim sofinancerjem Upravo za zaščito in reševanje. Kar se pa tiče tega statističnega dela in ostalega in pripravljenosti posadk na letno sezono, na dežurstvo, na reševanje, pa bi predal kar besedo mojim kolegom. Hvala. Kot prva točka naj bi bila statistika reševalnega dela. Ponavadi se pregleda delo v lanskem letu. Številke, s katerimi ste verjetno že seznanjeni, večkrat so bile objavljene. Kar se tiče tega, dejansko vsako leto opažamo porast tega števila. V lanskem letu smo, oziroma v predlanskem letu smo prvič presegli število 500 reševalnih akcij. V lansko letem jih je bilo 537. Zdaj, kaj pomenijo te številke? Predvsem veliko obremenitev za nas gorske reševalce, kar se vidi že zdaj, če gledamo majhen koliko reševalnih akcij je vsak dan. Številka se giblje od 5 do 8. K sreči imamo sedaj tukaj reševalno ekipo, ki dežura. Še preden pa bi jaz nadaljeval, bi vas pa nekaj upozoril. Namreč nahajamo se na območju vojaškega objekta. Verjetno ste opazili, da ni internetne povezave, se pravi, smo v mrku. In pa tudi, kar se tiče snemanja, snemanje je dovoljeno samo tukaj in pa potem se bomo prestavili dol helikopterju, pa v okolici helikopterja. Tam boste lahko slikali kakšnih objektov, pa bi prosil, da ne. Kako se vse to povečuje, vidimo že potem po številu reševalnih akcij v primerjavi z lanskim letom in pa letošnjim. Se pravi, do 1. julija je bilo v lanskem letu 208 akcij, v letošnjem letu pa že 247. Skok je kar velik, vendar je treba tle vedeti, da smo imeli zelo dolgo časa razmere, v katerih ljudje niso hodili v hribe, se pravi obilno sneženje meseca maja, potem pa dolgotrajno obdobje slabega vremena. Takrat dejansko ljudje niso šli v hribe,
Ampak čim je bil pa naslednji dan, ko je bilo lepo vreme, smo imeli pa tisti dan 8 reševalnih akcij. Število mrtvih oseb je bilo v lanskem letu 14 plus 17, do sedaj jih je bilo pa 8 plus 11. Kaj pomenijo te številke? Prva številka, se pravi 14, pomeni število mrtvih ljudi, ki so se ukvarjali z eno od dejavnosti gorništva. Hojo po markiranih, nemarkiranih poteh, plezanjem, turnim smučanjem. Vse ostale nesreče so pa vodene pod ostali mrtvi, in sicer tu so pa nesreče, v katerih tudi mi sodelujemo oziroma rešujemo na težko dostopnih terenih. Predvsem so to razne delovne nesreče, nesreče pri drugih športih, kot je na primer padalstvo, kolesarstvo, kajakaštvo. Nekaj je pa tudi nesreč oziroma samomorov, kjer iščemo oziroma potem najdemo te ljudi. Kar se tiče razmerja med gorskimi nesrečami in pa med tistimi, ki sem jih že prej omenil, se pravi ostale, je številka že kar nekaj let podobna. Razmerje je tam 60 do 70, 40 do 30, se pravi gorniške nesreče in pa ostale nesreče. Kar se tiče gorskih nesreč, v razmerju domači in pa tuji obiskovalci je pa tudi razmerje 60 proti 40, s tem, da se ta zadnja številka iz leta v leto povečuje. Zdaj pa napotegne tega le, pustite. Kar se tiče planinske izobrazbe, so na prvem mestu turisti, glede nesreč. Pod turiste jemljemo tiste, ki nimajo nobenega znanja o gorah in pridejo čisto tako slučajno v hribe ter se ponesrečijo. Na drugem mestu so po izobrazbi planinci, ki so člani planinskih društev, potem so ostali planinci in na koncu pa minimalno sledijo nesreče gorskih vodnikov in pa gorskih reševalcev. To je bilo na kratko o tej statistiki. Natančne številke vsakega leta in pa tudi letošnje so objavljene na naši strani grzs.si in sicer pod statistiko, kjer imate tekočo statistiko za letošnje leto, ki se spreminja dnevno, in pa potem so objavljene statistike za 10 let nazaj. Prej sem omenil, da se povečuje število nesreč, pri katerih imamo turiste. Zdaj pri teh turistih pa imamo dve kategorije, in sicer imamo tujce in pa tudi domače turiste. Se pravi, tudi pri Slovencih so ljudje taki, ki pridejo v hribe, ne da bi karkoli vedeli o njih. In sedaj bi prosil malo Mihata, da pove problematiko v letošnjem letu, kajti oni so bili kar zelo na udaru, kar se tiče teh nesreč, predvsem tujih obiskovalcev gora. Lep pozdrav tudi v mojem imenu oziroma v imenu reševalcev iz Kranjske Gore. Mi smo že v lanskem letu, še bolj pa tudi v letošnjem letu, zabeležili porast intervencij, niti ne nesreč, to se pravi nepoškodovanih, zaplezanih tujih planincev. Ugotavljamo, da so te intervencije povezane z porastom turizma, zato smo v letošnjem letu v sodelovanju s policijo izvedli več preventivnih akcij. Saj smo opazili, da zaradi poznega snega, ki je padel v maju, tako je bilo že rečeno, da je bilo več intervencij, ker ljudje tega niso pričakovali. Tako da smo določene poti
na samem začetku poti in pa tudi pred zahtevnimi deli opremili z opozorilnimi tablami. V sodelovanju z Turizmom Kranjska Gora pa so bili poslani tudi letaki, s katerim smo želeli preko gostiteljev oziroma lastnikov sob oziroma nastanitev obveščati te tuje planince o razmerah in stanju v gorah. Tako da tle si boste lahko pogledali poj tudi te letake. So pa v planu zdaj tudi nadaljne aktivnosti, s katerim želimo narediti še korak naprej, to pa s takimi opozorilnimi tablami, ki bojo tudi nameščene na začetku zahtevnih poti. To je vse v sodelovanju, tako je bilo rečeno, s policijo in pa s Turizmom Kranjska Gora. Smatramo, da bo verjetno, glede na stanje, kakršno je, te aktivnosti potrebno vsako leto pred začetkom turistične sezone obnavljati oziroma še pojačati. Hvala. No, tudi ta osrednja organizacija, se pravi Gorska reševalna zveza Slovenije, pripravlja v sodelovanju s Planinsko zvezo eno tako zgibanko, dvojezično, ki jo bomo prav tako razdelili okrog z malo več nasveti, vendar zdaj se moramo vprašati, do kam bomo šli mi s temi nasveti, da ne bojo naši hribi postali kot neki zabaviščni park z raznimi smešnimi opozorili. To imamo primer na Hrvaškem, ko imajo sedaj znak za prepoved, cesten znak, in potem sred njega nabito japanko. Potem imajo jumbo plakate nad avtocestami, na katerih piše, če si žejem, pij vodo. Potem imajo nekaj prav morbidne, ker oni rešujejo tudi na morju. Naprimer turista, ki plava v blazini v obliki krste. Zdaj ne vem, upam, da mi ne bomo šli tako daleč, saj želim si. Je pa dejansko res, da smo glede časov, v katerih živimo, nekje odvisni od raznih informacij in da ne znamo sami nič preceniti, kaj je prav, kaj ni prav. Velikokrat se obnašamo, kot da bi gledali film. Jaz sem vam mislil tukaj en film pokazati, ki je na YouTubeu, kako daleč gre to, pa pač nimamo tele zveze, tako da si ga oglejte na YouTubeu pod Family in Avalanche, ki lepo kaže družino, kako brezskrbno opazuje plas, češ vse je pod kontrolo, saj vejo, kaj delajo, dokler jih tisti plas ne zajame, potem je pa panika. Kar se tiče letošnje sezone, moram reči, da smo imeli srečo glede na nesreče pod plazovi, tako da smo zabeležili, mislim, da je bil sam ena nesreča, ampak to dejansko v takih razmerah. Tle bi se vsak začudil, kje je pa plaz tlele, ampak se je zgodilo nad zelenico, zapadal je tistih 5-10 cm snega, veter je ta sneg nanesel v eno grapo, kjer se je naredila kloža in ta kloža se je potem pod obremenitvijo planinca odtrgala ter je šel s snegom dol, k sreči je preživel, ampak hočem povedati, da čim je malo snega, je že nevarnost plazov. Jasno, toliko večja nevarnost je bila v Avstriji, kjer je zapadlo tistih 4-5 metrov snega, in tudi slovenski turni smučarji so bili udeleženi v enem od takih plazov. Poletna sezona, začetek se je kar zavlekel, ampak ljudje, misleč v dolini, je lepo vreme.
ni snega, gremo v hribe in tako smo zasledili kar veliko število tujcev, ki so letovali pri nas in potem odšli v hribe. Pogrešamo še eno stvar, kot sem že prej rekel, da hočemo vse informacije nekje dobiti na pladnju, ne znamo pa preceniti oziroma oceniti dejanske situacije, ko se nahajamo v gorah. Tako je bila ena nesreča oziroma reševanje skupine, ki se je pozanimala. Na internetu dobili so najnovejšo fotografijo, kopna gora na fotografiji, najnovejši datum, ampak kaj, ko je bila ta fotografija posneta z južne strani, kjer je ni bilo snega, oni so pa šli na goro po severni strani in sedaj, če so že hodili 2 uri, pa jim še vedno ni padlo, da je sneg, potem so postavili še šotore, prespali v tistih šotorih, ko so se zjutraj zbudili, je bilo pa vse okrog njih ledeno, kajti čez noč je to sneg zmrznil in tako jim ni preostalo drugega, kot poklicati na pomoč. Podobno ljudje pričakujejo, da bojo vedno dobili neke informacije. To je bila ravno eno reševanje, ki ga je imela Kranjska gora, planincev nemški, ki so šli po Hanzovi poti na Malo Mojstroko in ko so jih rešili, so se malo pritožili, češ, zakaj ni bilo na začetku poti obvestila, da je pot zaprta. Ampak pot ni bila zaprta, zato ker ni bilo na njej nobenega odloma, ki bi poškodoval kline in jeklenice. Na poti so enostavno vladale zimske razmere. In če ne morejo pri dostopu do te smeri pogledati majhen okrog, dokje je sneg, in če pri samem vstopu čez snežen jezik, potem je jasno za pričakovati, da bo malo višje še tudi sneg, oziroma ga bo še več, ampak potem so jasno enostavno brez kakršnekoli opreme za zimsko gibanje so nadaljevali pot in so se znašli v pasti. Ljudje velikokrat se pripeljejo z avtom čim višje, sedaj do snega je treba že kar nekaj hoditi, ampak vseeno tisti turisti kar rinejo gor, sneg super, vidimo tlele 2 planinca, ki sta opremljena in pa 2 turista, katerima je prav lepo na snegu in potem se velikokrat te turisti odpravijo po gazi, zadošča, da pridejo do nekega snežišča, ki nima izteka in zdrs je tukaj. Se je lušten v tej vročini se malo pohladiti in potem je eden še naredil malo ironije na ljudi takole sredi gora, sej lepo paše v tej vročini, ampak dotlej je bilo treba pridati kar nekaj ur sedaj in ravno take zaplate snega so še vedno nevarne, ker jih je kar še nekaj. Letos je bilo, meni se da 3 smrtne žrtve zaradi prečenja teh snežišč, tako da tu je edino en nasvet, kadar se pride do snežišča, ki nima varnega izteka in če nimamo opreme za gibanje po snegu, se pravi cepine in deres, potem enostavno se obrnemo in zaključimo turo. Fotografiji, ki ste jih že večkrat videli, zdaj so bile objavljene na raznih družbenih omrežjih. Po smrtni nesreči na Komarči so malo gorski reševalci s pomočjo policije od spodaj gledali ljudi, kako so upravljeni. 12 so svetovali, ki so bili takole napravljeni, naj obrnejo. Nekateri so ubogali, nekaj jih je bilo pa takih, da kljub tem nasvetom niso šli nazaj, kajti zaenkrat tudi policaji nimajo nobene osnove, da bi jim preprečili nadaljevanje poti. Eden od te skupine po položaju telesa vidimo, kaj dela. Se pravi, gleda na
mobilni telefon, se stopa, opažamo, da se navade iz mesta, ko ljudje hodijo nepremično zreč v ekran mobilnega telefona, te navade se prenašajo tudi v hribe in smo že kar nekajkrat videli ljudi, ki ali igrajo igrice, ali pošiljajo SMS-e in hodijo. Niso toliko, da bi se ustavili, to je pa res ena od teh nevarnosti, ki je vedno bolj prisotna. Še en posnetek turistov, sedaj pa v kopnih razmerah, in sicer skupina, to so zopet tujci, ki je šla po poti čez Plamenice na Triglav. Že dotle, kjer so prišli, so mogli hoditi 3 ure. In tle so bili pa šele na začetku težkega dela. Oprema, vidite, nizke čevlje, superge, edina oprema od enega fotoaparat čez ramo, in te ljudje jasno nimajo nobenega pojma, da se vreme v gorah zelo hitro spremeni. Brez kakršnekoli zaščitne opreme, se pravi obleke, rezervne obleke. In tu naj še enkrat povem dejstvo, da je zaradi podhladitve v slovenskih gorah poleti umrlo znatno več ljudi, kot pa pozimi. Dosti je, da si moker zaradi dežja, moker zaradi potu, svoje doda še kakšna poškodba in podhladitev je zelo hitro tukaj. Na začetku sezone vsako leto opozarjamo na tiste stvari, ki se dogajajo oziroma ki so vzrok za nesreče ravno na začetku sezone. Veliko reševanj je zaradi utrujenosti, onemoglosti, ko ljudje hočejo kar na lepem z veliko žlico uresničiti tiste svoje cilje in segajo po preveč zahtevnih ciljih za svoje predvsem fizične sposobnosti. Naslednja stvar je dehidracija. Kot sem že omenil, a bomo zdaj mogli napisati table, če si žejen, pij vodo, da ne boš dehidriral. Zgodilo se je celo tako, oziroma je prišlo tako daleč, da so poklicali na pomoč in so rekli, ja, saj ni noben poškodovan, samo peljte nam malo vode. To so pa res spet stvari, ki so zelo zaskrbljujoče. In pa še nekaj, zelo veliko ljudi se zgubi. V Sloveniji je čez 10.000 kilometrov markiranih planinskih poti in če to ni dovolj za ljudi, ki bolj redko zahajajo v hribe, mislim, da več pa res ne moramo narediti. Nasvet, če nekaj časa vidiš, oziroma če nekaj časa ne vidiš markacije, potem je to znak, da si na nepravi poti, pojdi nazaj, poišči, kje je zadnja markacija in od tam poglej, kje je naslednja. Velikokrat se zgodi, da je treba samo nekaj metrov stopiti, pa jo za robom vidiš, ti si pa nadaljeval pot naravnost gora. V zadnjih letih se pojavlja problem ferat. Kaj so to ferate? To je nekje ena linija čez strmo previsno skalovje, od začetka do vrha napeljana jeklenica, potem za pomoč pri gibanju so klini, skope in te ferate postajajo iz leta v leto prizorišče večjih nesreč. Po eni strani v Sloveniji sploh še nimamo dogovorjenega, kdo lahko te ferate postavlja. Postavljajo jih v glavnem kakšni zagnanci v planinskih društvih, potem na pobudo kakšnih turističnih delavcev, da bi povečali obisk v svojem kraju. Zgodi se celo tako, da ferato financira gostilničar
da s tem poveča svoj obisk, kajti za gostilno ima neko skalo. In čim ljudje zvejo, da so nekje nove ferate, pa tudi ni treba, da so nove, zdaj je to tak boom, da če pogledate že v Mojstrani, je lepo videti na tistem Grančišu, sta dve ferati in kadarkoli grem, so sigurno ljudje gor. Ko so odprli to novo pot v Gradišču oziroma v Vipavskem Gradišču, so prihajali avtobusi iz Italije. Odspod na začetku ferate je bilo tako, kot ste videli zdaj tiste fotografije iz Everesta, ko stojijo v koloni, in tako je bilo tudi v teh feratah. Vsako leto imamo sestanek oziroma srečanje z avstrijskimi kolegi, se pravi s koroškimi gorskimi reševalci in gorskimi reševalci Furlanije Julijske krajine, in oni opazujejo skokovit porast nesreč v feratah. Pri nam zaenkrat tega še ni toliko, ampak glede na množičnost obiska je pa tudi to za pričakovati. Od začetka so bile nesreče povezane v glavnem z slabo opremo, kajti ljudje so uporabljali kar neko improvizacijo s kakšnimi pomožnimi vrvicami. Tudi pri nas je bila žal ena smrtna nesreča, ko je uporabljal doma narejen varovalni komplet. No, danes smo že toliko napredovali, da ljudje vidijo, da je nevarnost očitna in so, kar se tega tiče, kompletov zelo dobro pripravljeni. Vendar je pa tu ena druga nevarnost. Že na tej sliki vidite, da se je treba za te ferate kar dobro pripraviti. To so neke vrste adrenalinski parki v gorah, velikokrat so povezani z raznimi mostovi in v porastu so nesreče zaradi onemoglosti. Ta oprema, ki jo ljudje uporabljajo, se pravi predvsem samovarovalni komplet, jim nekje dvigne samozavest. Namreč si mislijo, no sej, če ne bom mogel, pa če bom padel, sej bom jaz vseeno obvisel na tej jeklenici, ampak vsak padec, kjerkoli, da ne govorim tudi na feratah, zna biti zelo nevaren, kajti pri tem padcu so pogoste poškodbe, ko s telesom človek prileti v varovala, v kline. Velikokrat se zgodi, da zaradi previstnosti padli obvisi v zraku in potem tam čaka, da ga rešijo. Se pravi, to res ni izhod v sili padec, ampak se je treba na gibanje po feratah izredno dobro pripraviti. Je pa še en problem, ki ga vedno pogosteje videvamo, kako starši skrbijo za svoje otroke v gorah. Predvsem na feratah in pa na planinskih poteh, ki so označene kot zelo zahtevne, kjer so tudi klini in pa jeklenice. Se bomo na hitro pogledali tole. Še enkrat v počasnem posnetku 8-letno dekle, starši, tudi se vidi v supergah, velikokrat pridejo nekam, kjer vejo, da je kakšna ferata, tam so sedaj že izposojevalnice opreme, otroka opremijo s samovarovalnim kompletom in ga kar samega pustijo, da pleza naprej. To se dogaja tudi na zelo zahtevnih planinskih poteh, predvsem videvamo to na poti od Triglava do Kredarice, oziroma od Kredarice do Triglava. Starši se ne zavedajo, da otrok ima že z gibanjem samim zelo velike probleme. Ko se mora stegovati za oprimke za stope, ki so v glavnem namenjeni starejšim, zato tudi razdalja med njimi večja,
Poleg tega mu dajo pa še v roke, da odgovarja sam za sebe. Takega otroka je treba obvezno dodatno varovati z vrvjo, ampak nažalost večina staršev tega ne obvlada. In nesreče otrok v gorah so pa res tiste, ki spadajo oziroma ki so najbolj tragične. Toliko sem imel za povedati. Zdaj bi pa še prosil Tonija Smoleja, da majhen pove o pripravljenosti gorskih reševalcev na reševanje v tej glavni planinski sezoni. Lep pozdrav še v mojem imenu letalske komisije. Jaz bi ta letalski del dal v dva dela. En del bi bil tukaj v kratkih stavkih, da povemo, kaj je sploh letalc, kaj delajo, kako se dežura. Drugi del bi bil pa potem v prisotnosti predstavnikov Slovenske vojske v hangarju, poleg plovila in pa z dežurno ekipo in bi tam tudi dobili drugač feeling, kako je dežurna ekipa sploh sestavljena. Jaz bi rekel, da letalski del ima dežurstvo 365 dni na leto, da ne ločimo januar, junij, julij, v glavnem veste, da je leto dolgo in da dejansko je tudi izven tiste visoke turistične sezone nesreč kar nekaj, tako da dejansko ni vmes nekega velikega, mrtvega časovnega zamika, da ne bi kaj bilo. Prav pa je, da vam povem, da so ekipe, ki imajo licenco za dežuranje z plovili, začnejo delati že vsako jesen, to se pravi že lansko let novembra so začeli z usposabljanjem ali pa smo začeli zato, da potem lahko v juniju dobimo licenco in lahko potem za eno leto s to licenco tudi delamo. Prav je, da veste, da se usposabljamo s predstavniki Slovenske vojske in pa s letalsko policijsko enoto, da vsak ministerski resor da 60 ur usposabljanja, kar nekje zadostuje za številko, ki jo imamo, to pomeni, da imamo v Sloveniji 62 oseb oziroma od tega 17 zdravnikov oziroma zdravnic, ki imajo licenco za reševanje s helikopterjem. To pomeni, da potem mi v januarju na osnovi te analize, ki jo imamo za preteklo leto, tudi vidimo, kakšne so potrebe za usposabljanje v spomladanskem obdobju in to usposabljanje potem tempiramo za letno sezono, ki je sigurno tudi najbolj zahtevna. Tako da prav je, da povemo, da je dežurstvo tudi združeno z HNMP-jem, 32 dni na leto in pa 91 dni je dežurstva, ki imamo samostojno ekipo. V tej samostojni ekipi je reševalec, letalec, zdravnik in pa policist, vsi za isto licenco, seveda z različnimi nalogami. Prav je, da tudi povemo, da je dežurstvo približno 90% s plovili Slovenske vojske in je prav, da to tudi tukaj povemo, da je kljub temu, da so težave s plovili, moramo dati vso priznanje Slovenske vojske, da nam omogoča tako usposabljanje, tako izvajanje vseh reševalnih akcij. V glavnem moramo reči, da so vse posadke tako strokovno usposobljene glede letenja, kot tudi poznavanja slovenskega terena. To je tisti dodatni faktor, ki je prišel z leti, da ni treba več velikokrat pobrati lokalnega reševalca ali letalca, da pokaže čas oziroma krajne sreče. To pomeni, da so posadke res dobre, v hribih že tudi, ne samo za letenje, tudi za iskanje samih lokacij in pa ponesrečencev, tako da mislim, da je bil tukaj narejen v zadnjih 15 letih ogromen velik korak naprej. Prav je, da tudi to povemo, da če ne bi bilo teh plovil, pol ljudi s hribov ne bi pripeljali več dol. Veste, da je na dan tudi 5 do 8 reševalnih dogodkov. Veste, da je poleg dežurstva oziroma plovila, ki gre v akcijo, tudi na lokalnem nivoju, na vseh društvih, tudi dežurstvo vse dni. Najmanj pa vse vikende. In kar pomeni, da v vsakem primeru, ko gre plovilo na nek dogodek, gre tudi klasična ekipa. To je tista varnost, ki se lahko zgodi, da plovilo ne more svojega dela opraviti, zaradi kakršnih koli razlogov, je to vremenske spremembe ali druge tehnične težave, da klasična ekipa lahko svoje delo opravi. Veste, da
vedno ni vse s plovilom narejeno, tudi ne more biti, ker konec koncev so določene nesreče, ker plovilo ne more delati. Res pa je, da strmimo za tem, da mi smo prišli že kar nekje na 50% rešenih akcij na leto. To pomeni, če ne vem, tam 520 akcij je bilo lansko kar 290 upravljenih s helikopterjem. To pomeni, da če ne bi bilo plovil, pač reševanja ne bi bilo. Se pa zavedamo, da so to težave, tako s plovili, z enega in z drugega prevoznika, vendar, jaz bom rekel tako, reševalci se s tem ne obremenjujemo, mi strmimo za tem, da smo dobro opremljeni in pa dobro usposobljeni, kar je tudi pogoj potem za intervencijo. In lahko rečemo, da zdaj te ekipe so dobro opremljene in pa dobro usposobljene. Seveda trdim, da nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti bolje. Tega se vsi tudi zavedamo. In pa, da nikoli ne moremo trditi, da ne more biti kaj narobe. Tega se zavedamo vedno. In prav je, da nas to tudi zastopite, da včasih tudi mi kakšno stvar težje upravimo, kot smo si predstavljali, zato ker samo helikoptersko reševanje je vedno na rezini noža. To se zavedamo in prav je, da tudi veste. V lanskem letu so bile 4 intervencije, ki so bile resnično najtežje, kar je sploh možno, kar je lahko sploh možno, da dela in posadka in letalci, pa so bili, hvala Bogu, bom rekel, rešeni pozitivno, seveda tudi z dogodkom, ki smo ga mogli obravnavati, da bi bilo lahko fajs nekaj narobe. Ampak tega se pač zavedamo, zato se tudi za te namene usposabljamo in seveda trend je, da se tega čim manj dogodi, da bi bilo takih primerov. Je pa prav, da veste, da je trend v porastu glede reševanja in pa v številu udeležencev. Nam je interes, da bi bil ta odstotek večji kot 50%. Strmimo za tem, ker mislim, da je to za ponesrečence pozitivno. Kajti, če samo pogledate odzivni čas plovil, ne štopamo pisti, kdaj se bomo dvigali. Mislim, da smo to prerasli, da to ne več aktualno, ampak 1:15 od poziva, pa da je bil v bolnici Senici ponesrečen severni Triglavski steni, mislim, da nam to nekaj pomeni. Če primerjamo s prometnimi nesrečami, koliko je tam čas. Tako da, seveda, ni pa to merilo. Merilo je hiti počasi in pa varno in tega se bomo tudi držali, ne glede včasih, da kdo misli, zakaj jih tako dolgo ni. Pač varnostni faktor je številka 1. Poleg tega je prav, da opozorimo še obiskovalci gora, no, zadnji primeri so se kar nekajkrat pokazali, da če pride plovilo na neki dogodek, naj ljudje ne mahajo pozdrav in pa v veselju, naj pustijo, naj plovilo opravi svoje delo. Če ga vidimo, bodimo veseli, nadaljujemo svoje poslanstvo, to, kar smo se odločili, reševalci, letalci in pa plovilo grejo pa na akcijo. In seveda tiste informacije, ki jih dobimo iz centra, kje je dogodek in običajno tudi povejo, kako so oblečeni in se že po telefonu dogovorimo, kakšen naj postavijo znak in ta znak je samo eden. Jaz, pridite, vse ostale obiskovalce gora pa prosimo, naj ne dvigajo rok, naj ne mahajo plovilom, ker s tem samo delajo težave. No. Toliko bi jaz imel v tem delu, vsa ostala, bom rekel, prigodke ali pa kako zge, da bi pa predlagal, da gremo v skupnem izhodu v drugi del tega zavarovanega območja k plovilom, tam bo tudi predstavnik in pa vodstvo Slovenske vojske glede plovil, pa boste tam še dobili pa še kakšno informacijo. Toliko, hvala lepa. Tonja, lahko samo vmes, kdaj je dežurstvo in kako ste? Dežurstvo mi začnemo skupno z HNMP-jem že v aprilu. To se pravi, da je april pa maj je petek, sobota, nedelja skupno dežurstvo za HNMP-jem in pa v 11. mesecu. Vsi meseci tam od maja so pa vikendi, 7. in 8. mesec je dežurstvo vsak dan in pa 9. mesec potem še vikendi. Tako da je dežurstvo takrat, ko je samostojna ekipa izjutraj od 8. pa zvečer do 9. Zdaj, tam, če pride do kakršnega koli zamika, pač s tem se ne obremenjujemo. Mi smo pač dežurni tukaj in če plovilo je in če je neki dogodek, od včeraj, da je recimo danes zjutraj treba opraviti, ekipa pač gre. Jasno, da je, bom rekel, s tem zajeto dobršen del dogodkov v letu, ki je najbolj obremenjen. Seveda so pa ostali meseci, ki pa ni ne združeno, pa ne samostojno dežurstvo, so pa na lokalnem nivoju letalci pripravljeni vedno za dogodek. Tako da zelo majhenkrat pride do tega, da ne bi moglo iti plovilo v dogodek. No. Hvala.
Tiste fotografije tlede so objavljene tudi na naši strani, tako da jih lahko vzamete dol. Če hoče pa kdo imeti tisti video na konc, ne mi pa povedamo, kako bom jaz poslal. Kakšno vprašanje zdaj? Ja.